Najprej lepo pozdravljeni, torej vsi tisti, ki ste se vpisali na moje e-novičke. V tem videu je za vas dostopna napoved za vsa znamenja za leto 2024. Seveda bojo pa v letu 2024 za vse vas še naprej dostopne tudi vse moje druge napovedi, po znamenjih seveda. To je napoved za prestop Jupitra, Urana in tudi za Mrke. Mogoče bom tudi posnela napoved za retrogradnega Merkurja ali pa še kakšno več. No in pa seveda tudi vse druge zanimive astrološke napovedi, ki jih bom seveda posnela naslednje leto. Zdaj najprej povem eno zelo pomembno informacijo, sicer sem jo povedala že v splošnem videu, torej v splošni napovedi, ampak jo tukaj ponavljam. Torej upoštevam sideralni, ne tropski zodijak, pomeni, da upoštevam realno sliko neba in sem vedska astrologinja. In zdaj vaša napoved, torej za vsa astrološka znamenja, je narejena po vedski astrologiji. Narejena je glede na vaš ascendent, luno, lahko pogledate tudi sonce. Zdaj, če ne veste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, lahko to izveste preko spodnjega linka, ki ga bom prilepila v opis. Ta link vas bo peljal na spletno stran, tam izpolnite tabelico z vašimi rojstnimi podatki in na ta način pridobite vse te informacije. Tako boste seveda lahko vse skozi spremljali moje mesečne napovedi, napovedi za velike premike planetov in vse druge napovedi narejene po vedski astrologiji. Zdaj, kaj pomeni, torej, če gledate glede na ascendent, luno ali sonce, torej ascendent vam pokaže na materialne spremembe v vašem življenju, torej tisto, kar se bo konkretno dogajalo, torej konkretne fizične spremembe, luna bolj kaže na karmo in čustva. To je mogoče od vas ni toliko odvisno, torej, ker pač je to bolj karmično dogajanje. Sonce pa pokaže tudi na zunanje dogajanje. Je pa torej zelo, zelo pomembno, da veste, da so vse moje napovedi splošne, ker je vaša individualna situacija odvisna od vaše natalne karte in postavitve planetov v vaši osebni natalni karti. Tako da moram posebej poudariti, da je to splošna napoved. Torej, zdaj, če želite osebno Jyotish analizo, me seveda lahko kontaktirate preko moje spletne strani, torej oracleoflight.org ali na moj mail info@orakelluci.si. Tudi za tarot svetovanje, tudi za tarot analize me lahko tam kontaktirate. Vse cene so pa dostopne na spletu, torej na oracleoflight.org pod cenik in tudi bom spodaj torej prilepila v opis torej povezavo, link. No, zdaj pa kar začnimo z našimi napovedmi. No, pa smo tukaj pri ovnu, torej ovni prvi ste v vrsti, a ne? Torej, če imate luno v ovnu, sonce ali ascendent v ovnu, torej za vas napoved za leto 2024. Zdaj, kaj se bo pri vas dogajalo? Torej, Rahu bo v vaši 12. hiši, Ketu v 6., tukaj bojo seveda tudi Mrki, Saturn bo v 11., Jupiter pa najprej v 1., kasneje v 2., torej to so pač seveda najbolj pomembne informacije in seveda tudi Uran bo v 1., kasneje v 2. Torej, kaj vam Rahu in Ketu prinašata? Torej, prinašata vam povsem nove energije v naslednjih 18 mesecev. Zdaj, 18 preteklih mesecev sta bila pri vas zelo močno aktivirana 1. in 7. hiša in to vam je lahko prineslo veliko stresa, lahko tudi kakšne ekstremne situacije, tudi spremembe in to predvsem na področju odnosov. Zdaj pa tale Rahu in Ketu tudi prinašata izzive na področju zdravja, rutine, dela, lahko vaših sodelavcev, tudi izdatkov, tujine, potem sodelovanja s tujino, duhovnosti, dviga zavesti, tudi podzavesti, spalnih navad in pa bolnic, torej zaprtih ustanov. In zato boste morali torej v tem letu biti precej pazljivi glede vašega zdravja, tako mentalnega kot fizičnega. Pazite se tudi kakšnih odvisnosti ali pa kakšnih drugih težav v povezavi s tem. Zdaj, lahko bi se vam pojavile težave s krvjo, glavoboli, manjšimi boleznimi, ampak to je seveda spet precej odvisno od vaše individualne karte. Drugače bo to zelo dober čas, torej v tem letu, da spremenite svoje navade, rutino, da izboljšate svoje zdravje, spremembo prehrane. Lahko se vam odprejo nove priložnosti za potovanje, na primer v tujino ali pa poslovno sodelovanje s tujino. Torej, to bo sicer
ta tranzit Rahu Ketu je seveda za naslednjih 18 mesecev, ampak zdaj to je naslednje celo leto, 2024. Ne? To bo tudi leto, ko se boste od drugih malo umaknili, se mogoče malo tudi izolirali, za vas mogoče to niti ne bo tako slabo, boste lahko malo bolj poskrbeli zase, za svoje zdravje, vaši sodelavci pa mogoče s tem ne bodo najbolj zadovoljni. Potem pazite se tudi občasnih nepotrebnih stroškov. Zdaj Saturn se bo celo leto nahajal v vaši 11. hiši, prinesel bo stabilnost v vaše poklicno življenje, ponudil bo tudi priložnosti za pomembne napredke, finance boste imeli precej stabilne celo leto, bojo rasle vse leto. Poleg tega se lahko v tem letu uresničijo vaše želje, tudi krog ljudi, ki jih poznate, bo precej stabilen, zanesljiv, se boste lahko na njih zanesli. Je pa res, da boste morali v tem letu za uspeh se potruditi, delati, biti disciplinirani, lahko se vam tudi pojavijo pri delu kakšni zastoji, ampak če boste taki, torej če boste disciplinirani, stabilni, vztrajni, potem lahko pričakujete, da se bojo vaše finance večale in da boste v poslu vedno bolj uspešni. In tudi vaš vpliv bo večji, poslovno in tudi nasplošno. Zdaj v poslu lahko tako letos precej dosežete, če boste pripravljeni dovolj delati. Drugače pazite na otroke, če jih imate, ti bi mogoče lahko imeli manjše težave pri učenju, tudi pri zdravju. Celo leto se boste tudi želeli zavezati partnerju, pripravljeni boste na resna, na odgovorna razmerja in pri temu vam ne bo pomagal samo Saturn, ampak tudi Jupiter. Jupiter se bo do maja nahajal v vaši prvi hiši. Prvi hiši bo zdaj tudi brez Rahuja, ker Rahuj se je novembra od tukaj umaknil in to bo za vas zelo pozitivno in to posebej za ljubezensko življenje. Zdaj želeli boste užiti življenje v tem letu, se imeti lepo, to velja tako za samske kot vezane. Zdaj samski bi lahko do maja spoznali kakšno zelo pomembno osebo, s katero se boste romantično zapletli, vezani pa boste doživeli prerod vaše ljubezni. Je pa res, da bojo celo leto, torej na ljubezni bojo vzponi in padci, ampak vse to lahko zelo dobro prebrodite z odkrito komunikacijo. Posebno je to pomembno avgusta, torej pa tudi v aprilu. Torej aprila, avgusta pazite na svoj govor, bodite do partnerja odkriti, tako v zvezi s financami ali pa s kakšnimi drugimi zadevami, če ne bi se lahko v odnosu pojavile težave. Lahko se poročite v tem času ali imate otroka, torej vezani boste pa verjetno se hoteli partnerju, torej vezani se boste partnerju hoteli zavezati, torej boste, bom rekla, želeli, da je vaša veza ostane trdna in stabilna. Torej drugače vam Jupiter v prvi hiši do maja ponuja veliko priložnosti, to tako za srečo, zadovoljstvo. To bo drugače tudi dober čas za investicije in naložbe, ki se vam bojo precej obrestovale, če boste v tem času vlagali, in pa za študente, torej če ste študent, je to dober čas in če boste vlagali dovolj truda v svoj študij, vam bo šlo dobro, torej to velja tudi za dijake. Zdaj po 1. maju se Jupiter premika v vašo drugo hišo in zato boste imeli, bom rekla, večji potencial za finančno rast, za stabilnost vaših prihodkov, ker se bo vaše bogastvo povečalo, torej v drugi polovici leta. Tudi v družini se bo situacija izboljšala. Morate pa zaradi tega tranzita paziti na prehrano, ker Jupiter tukaj lahko poveča vašo težo. Zdravje se vam bo tudi izboljšalo, ker boste na področju zdravja našli neke učinkovite rešitve. Drugače vam pa zelo dobro kaže tudi v prihodkih na poslu. Zdaj v drugi polovici leta lahko tukaj doživite napredovanje ali pa neko zelo pozitivno spremembo. No, od junija bo v drugi hiši poleg Jupitra tudi Uran in zato bi se mogoče lahko v družinskem življenju kaj zelo na hitro spremenilo. Lahko bi se neke nepričakovane zadeve zgodile v povezavi z vašo družino in to vse do konca decembra. In pa bodite pazljivi tudi v govoru, torej v drugi polovici leta. Zdaj konec leta se mogoče nasplošno pazite pri impulzivnosti v vašem domu, zdaj lahko bi v vašem domu izbruhnil prepir, lahko bi tudi vaša mama imela kakšne težave z zdravjem konec leta, lahko bi se tudi z njo zapletli v kakšen konflikt. Svetuje se vam, da ne obsojate svoje družine, da jo skušate razumeti
in da se z njo pogovorite. Zdaj, na splošno bo to za vas kar dobro leto, pazite na zdravje, to je naglašeno. Komunicirate z vašimi najdražjimi in trudite se na poslovnem področju, ker se vam bo zelo izplačalo, ker se vam bojo prihodki povečali in tudi vpliv se vam bo povečal. Zdaj, če bi želeli osebno Jyotish analizo, me seveda lahko kontaktirate na info@orakelc.si ali pa preko kontakta na moji spletni strani oracleoflight.org. To velja tudi za tarot svetovanje, tarot analizo, seveda cene so pa dostopne na spletu pod cenikom oracleoflight.org. To je vse na linku spodaj, je seveda povezava, torej v opis bom prilepila link. No, pa smo pri bikih. Torej, biki, če imate luno v biku, sonce ali ascendent v biku, kaj pa vas čaka v letu 2024? Torej, če najprej povemo, Rahu bo v vaši 11. hiši, Ketu v 5. hiši in tukaj bojo tudi mrki. Saturn bo v 10., Jupiter pa najprej v 12., kasneje v 1., kjer bo od junija tudi Uran. No, zdaj, če najprej pogledamo Rahuja in Ketuja, torej v tem letu vam prinašata več pozitivnosti, kot ste jih bili deležni v preteklem letu. Zdaj, Rahu vam bo prinesel večji krog ljudi, s katerimi se boste družili, tudi vplivnih ljudi, lahko boste končno uresničili svoje želje in pa tudi precej lažje vam bo glede financ. Torej, Rahu tukaj vam lahko prinese več denarja. Potem ne boste imeli več toliko stroškov, kot ste jih imeli v preteklosti, tudi izgubne. In več priložnosti bo za uspeh, bolj boste prepoznavni, lahko bi bili celo slavni, naprimer, če ste youtuber, pa če ste v pravem obdobju. In torej, kot sem rekla, si boste zelo povečali tudi prihodke. Tudi samozavest se vam bo povečala, bolj boste prepričani vase. Zdaj, paziti morate pri otrocih v ljubezni, ker tukaj se vam lahko pojavljajo izzivi. Zdaj, če želite otroka, se vam tu lahko tudi pojavijo kakšni zapleti. Poleg tega se vam pa tudi lahko pojavijo ljudje iz preteklosti, na katere ste bili romantično vezani, lahko pa samski, pa tudi vezani, srečate osebo iz vaših preteklih življenj, torej nekoga, s katerim ste karmično povezani. In tukaj se vam svetuje pazljivost, ker imate lahko s to osebo težave. Potem pa bodite tudi precej pozorni in pazljivi pri investicijah. No, potem Saturn se bo celo leto nahajal v vaši 10. hiši, skozi dobro organizacijo, disciplino in trdim delom vam prinaša zagotovljen uspeh v vaši karieri, v službi. Tako da, če boste predani delu, vašim ciljem, uspeh ne bo izostal, tudi finančno je to za vas kar dobro leto. Zdaj, poklicno in finančno lahko zelo dobro napredujete, lahko si povečate tudi vpliv. Zdaj, edino, kar morate biti pazljivi, so stroški v poslu. Prvo polovico leta vas lahko potegne na potovanje v povezavi s poslom ali v poslovno sodelovanje z tujino, s tujci. Lahko tudi precej duhovno napredujete v tem letu, oziroma do maja, saj bo Jupiter še vedno nastanjen v vaši 12. hiši. Drugače boste v domu imeli več odgovornosti in vaša mama mora paziti na zdravje v tem letu. Vi pa se boste v povezavi z mamo ali domom ukvarjali z vprašanji dedovanja ali pa s kakšnimi drugimi pravnimi posli. Potem bodite tudi vi pazljivi na zdravje, posebej do maja. Pazite se tudi nepotrebnih stroškov. Zdaj, po maju, ko se bo pa Jupiter iz vaše 12. premaknil v 1., pa bo pri vas zaznan, torej večji dvig energije, bolj boste optimistični, srečnejši, ljubezensko življenje se vam bo izboljšalo. Samski lahko zdaj spoznate tudi neko novo osebo, ki pa bo, kot sem že prej rekla, z vami karmično povezana. Vezani boste pa v vezi doživljali en prerod, tak pozitiven. Poročeni tako kaže bolje v drugi polovici leta. Lahko se pa tudi poročite v tem času. Drugače vam pa Jupiter v 1. prinaša povečanje teže, torej od maja naprej, zato pazite na prehrano. Zdaj, od maja naprej zelo dobro kaže tudi študentom, dijakom, bolj boste motivirani, lažje vam bo. Seveda, tukaj bo poleg Jupitra od junija naprej in do konca decembra, torej v drugi hiši, ne, v prvi hiši tudi Uran. Torej,
Jupiter je pri vas najprej v 12., kasneje v 1., potem pa tudi Uran, tako. Torej, do konca decembra, torej poleg Jupitra od junija naprej do konca decembra bo v vaši prvi hiši tudi Uran in to vas pa lahko naredi malo bolj eksplozivne, tudi nestrpne. Zdaj, pozitivni aspekt tega pa je, da ta Uran prinaša nove ideje, originalnost in to boste lahko vse izkoristili na področju posla, kjer boste bolj kreativni. V času aprila, pa v poletnem času, pa posebej avgusta se pazite nesporazumov v vašem domu, pri družini, otrocih, tudi povezavi z mamo. Ob koncu leta pazite na potovanjih, tudi vaš partner mora biti glede tega bolj pazljiv. Zdaj, na splošno morate pa paziti tako pri partnerju, pri mlajših bratih, sestrah, ker bi med vami in med njimi lahko izbruhnil kakšen konflikt, tako da bodite tukaj pazljivi. Vas bodo mogoče želeli kontrolirati partner ali bratje, sestre, pa se ne boste pustili. Na splošno je pa to za vas dobro leto, zdaj svetuje se vam, da izkoristite nova poznanstva, nove vire prihodkov. Po maju boste imeli več priložnosti za ljubezen in romantiko. Potem boste tudi bolj vplivni v vašem poslovnem življenju. Edino, kar vam pa svetujem, da ste zelo pazljivi pri obljubah drugih ljudi in na to, kako se vam predstavljajo. Ker mogoče ljudje okoli vas ne bojo povsem iskreni in dobronamerni in se bojo predstavljali drugačni, kot so, zato bodite pazljivi. Pa konec leta se pazite kakšnih konfliktov. Zdaj, če želite osebno Jyotish analizo, me seveda lahko kontaktirate na info@orakelluci.si, torej na mail, lahko pa tudi preko moje spletne strani, na kontakt, torej moja spletna stran je oracle.org. To velja tudi za tarot svetovanje, tarot analize, cene so vse dostopne na spletu, torej oracle.org pod cenik, na linku spodaj bo pa povezava. No, pa smo zdaj že pri dvojčkih. Če imate luno v dvojčku, sonce ali ascendent v dvojčku, kaj pa vas čaka v letu 2024? Torej, Rahu bo v vaši 10. hiši, Ketu v 4., tukaj bo seveda tudi Mrki, Saturn bo v 9., Jupiter najprej v 11., kasneje v 12., kjer bo pa seveda od junija tudi Uran. Zdaj, Rahu in Ketu, kaj vam prinašata? Večjo usmerjenost na neke zunanje dogodke, umik od doma in domačih. Zdaj, Rahu vas bo zelo potisnil v poslovne zadeve, v kariero, v status. Zdaj, mogoče bi znali biti zaradi tega tudi bolj v stresu, v neki napetosti, tudi glede družinskega življenja in pa imeli boste vzpone in padce. Drugače vas pa čakajo zagotovo neke spremembe na poslu in v statusu. Zdaj, ker imate Saturna v 9., bi lahko tudi posel zamenjali. Zdaj, spet odvisno, v katerem obdobju ste. Drugače pa boste imeli več priložnosti za rast v vašem poslu, za večji status boste imeli priložnost za napredovanja. Zdaj, Ketu v 4. pa vam lahko prinese nekaj težav pri odnosu z mamo, lahko bi tudi mama imela težave, kakšne zdravstvene. Zdaj, določene zadeve se bojo dogajale v povezavi z domom, lahko posestjo, lahko bi se selili v tem času, lahko v tujino v povezavi s poslom ali pa v domu kaj prenavljali. Posebej, če ste v Ketu obdobju, to bi vam svetovala, da nekaj premaknete doma. Kadar imate Ketu v 4., je zelo dobro, da se nekih starih stvari znebite, pa date druge stvari v hišo, da zamenjate pohištvo, da vsaj nekaj spremenite, mogoče prebelite hišo ali pa kaj podobnega. Zagotovo boste bolj nemirni kot ponavadi in raztreseni in vam bi ta preventiva torej zelo koristila, da nekaj spremenite v domu, torej tam, kjer bivate. Ali pa mogoče, da, ne vem, kupite neko posest ali pa nekaj preurejate, če imate kakšno drugo posest, kaj gradite, preurejate nekaj na novo, tudi to je lahko dobra preventiva. Ali pa mogoče pomagate staršem, mami, v njenem stanovanju kaj preurediti, prenoviti. Tudi to je dobra preventiva za Ketujevo 4. Torej, zakaj boste raztreseni in nemirni? Ker bojo skozi vse leto torej pri vas prisotne družinske težave, s tem povezane skrbi, kar bo pa seveda močno vplivalo na vas in svetuje se vam, da tudi pazite na potovanjih, če boste šli na potovanja. Zdaj, Saturn v vaši 9., kot sem že prej rekla, torej lahko povzroči, sploh če ste v obdobju spremembo službe, zamenjavo službe.
Drugače bo pa ta Saturn, torej v vaši 9. vplival na vaš vrednostni sistem, pa doživljanje tega, potem razčiščevali boste z očetom za nazaj, ali pa bo imel oče ali pa kakšni drugi sorodniki po moški liniji kakšne težave z zdravjem, ker Saturn je namreč planet karme. Zdaj, usoda vam bo naklonjena, kar pomeni, da boste lahko neke zadeve rešili, mogoče neke zadeve, ki so se vam prej zdele nerešljive, in tudi ugled se vam bo povečal. Zdaj, lahko pa to pomeni, da se boste morali udeležiti kakšnega izobraževanja, pa tudi želeli se boste verjetno udeležiti kakšnega izobraževanja, pri tem boste zelo resni, resno se ga boste lotili, boste pa morali v študij vložiti več truda, če boste želeli biti uspešni. Potem boste tudi zelo povezani z učitelji, posebej, če ste dijak ali študent, torej v študij bo treba vlagati trud, če boste želeli biti uspešni, drugače bo težko. Pri tem bo odločilen tudi Jupiter, ki se bo do maja nahajal v vaši 11. in vam bo zelo pomagal, da boste osredotočeni na naloge, na študij, da boste uspešni pri vaših učnih podvigih. Poleg tega vam Jupiter v 11. lahko prinese tudi zelo dobre prihodke, dober finančni položaj, veliko druženje s prijatelji, znanci, predvsem bo povečal krog ljudi, s katerimi se boste družili. Poleg tega boste dobre odnose imeli z brati, sestrami, sosedi in drugimi, tudi s ljudmi, s katerimi ste povezani s socialnimi omrežji. Zdaj, če ste povezani s socialnimi omrežji, naprimer, če ste youtuber ali pa zelo veliko delate na Facebooku, Instagramu, TikToku, se tukaj lahko zelo poveča vaša vidnost. Potem lahko se lotite tudi kakšnega hobija, drugače pa tudi zelo dober čas za investicije in ustvarjalnost. Tudi odnos z otroki bo boljši, torej otroci bodo srečnejši, bolje jim bo šlo, in do maja boste tudi vi v odnosih srečnejši, tako pri poslovnih kot osebnih, samski lahko v tem času koga spoznate. Torej že vezani boste na začetku leta imeli nekaj stresa, nekih težav, ampak boste to uspešno prebrodili, tako da do maja boste kar zadovoljni. Je pa res, da po maju pa se lahko pojavi več težav v odnosih. Tukaj bo priporočljivo odkrita in jasna komunikacija. Pazite posebej na komunikacijo v avgustu, drugače tudi v aprilu, pa v avgustu, tako z družinskimi člani, brati, sestrami, z ljudmi v vaši okolici. Drugače se vam po maju, torej druga polovica leta, ponudi dobra poslovna priložnost za sodelovanje s tujino, kar vam prinese lahko zelo dober zaslužek. Če pa ne boste sodelovali s tujino, pa boste imeli stroške, ki bodo vezane na službo, posel ali status, zato bodite pazljivi. Torej v tem času, posebej po juniju, ko se tudi Uran premakne v vašo 12., pa vas lahko čakajo neke nenadne prekinitve, lahko pri poslovnih partnerstvih ali pa v sami službi. Zato je zelo dobro za vas, če je le možno, da svoj posel povežete s tujino, s tujci, lahko tudi zaprtimi ustanovami, pa bo tega manj ali pa sploh se vam to ne bo zgodilo. Boste pa z Jupitrom in Uranom v 12. hiši do konca tega leta zagotovo neke stvari pripeljali do konca in začeli nekaj na novo. Drugače pazite pri zdravju, lahko bi imeli težave z nelagodjem v želodcu, tudi s prsnim košem, srcem, pritiskom. Pazite tudi na oči, zdravje vam bo skozi vse leto nihalo, zato mu dajte prednost. Seveda pa je to tudi zelo odvisno od vaše natalne karte in kaj živite, torej v katerem obdobju ste. Na splošno je to drugače za vas dobro leto, posebej prva polovica, samski izkoristite številne priložnosti za ljubezen, že vezani potrdite svojo vezo, da vas spremembe v drugi polovici ne bojo preveč pretresle. Zdaj stvari in ljudi, ki vam ne služijo več, odslovite, tukaj ne imejte občutkov krivde, pazite na zdravje, posvečajte se duhovnemu, tudi dvigu zavesti, zato bo precej odločilen čas po maju vse do konca leta, drugače pa pazite tudi na svoje spalne navade. Zdaj, če želite osebno Jyotish analizo, seveda lahko kontaktirate na moji spletni strani na kontakt, torej moja spletna stran je oracleoflight.org ali pa na moj mail info@orakelci.si. To velja seveda tudi za vsa tarot svetovanja, tudi za tarot analize. Drugače so vse cene dostopne na spletu pod cenikom, torej oracleoflight.org. Na linku spodaj bom prilepila povezave. No, pa smo pri rakih. Torej, če
če imate luno v raku, sonce ali ascendent v raku. Torej, Rahu bo v vaši 9. hiši, Ketu v 3., tukaj bo seveda tudi Mrki, Saturn bo v 8., Jupiter pa najprej v 10., kasneje v 11., ker bo od junija tudi Uran. Zdaj, Rahu, Ketu, če najprej pogledamo za leto 2024, torej v prejšnjih 18 mesecih pred novembrom 2023, ste se mogoče selili zaradi posla, zagotovo ste pa urejali neke zadeve v povezavi z domom, mamo, mogoče ste prenavljali dom, prodali posest ali kaj podobnega. Zdaj pa se bo vaš fokus usmeril na druge stvari. Tako vam Rahu v 9., torej celo leto prinaša več priložnosti za potovanja, lahko tudi izobraževanje, predvsem višje učenje, učenje na fakulteti ali pa učenje povezano z religioznim, duhovnim. Drugače je to tudi zelo, zelo dober čas za tiste, ki se ukvarjate s svetovanjem in učenjem drugih, tudi s pisanjem, komunikacijo, posebej tisti, ki učite duhovne vsebine. Za tiste bo to dober čas. Zdaj lahko bi vas tudi potegnila v kakšno izdajo knjig, revij ali pa česa drugega. Je pa res, da Keto v 3. pa lahko izzove kakšne težave v tem letu 2024, lahko v komunikaciji, lahko pri sami izdaji, mogoče zadeve se pač ne bodo speljale tako, kot bi vi radi ali pa izvedle. Potem naslednje leta boste na splošno mogoče tudi malo bolj prestrašeni, vam bo manjkalo poguma. Zdaj, če imate tukaj svoj posel, bi se lahko pojavile težave, lahko bi tudi kaj prekinili. Zdaj, lahko bi vam tudi energija nihala. Pazite tudi pri odnosih z mlajšimi brati in sestrami, če jih imate, sorodniki pa tudi drugimi ljudmi, ki vas obkrožajo, mogoče boste do njih malo nestrpni. No, potem v letu 2024 se bo Saturn celo leto nahajal v vaši 8. hiši, to za vas sicer ne bo tako slab tranzit, ker malefični planeti v dustan hišah se kar dobro obnašajo. Je pa seveda spet res, da je to spet odvisno od vaše natalne karte. In Saturn tukaj vam dejansko, tako kot lansko leto, prinaša spremembe, preobrazbe, reševanje karmičnih dolgov. In zdaj, če se ne ukvarjate s kakšnim, bom rekla, okultnimi zadevami, naprimer astrologijo, ali pa s kakšnim drugim posebnim poklicem, psihologijo, rudarstvom, pogrebništvom, preiskovanjem, raziskovanjem, inovacijami, forenziko, kriminalistiko in podobno, ali pa mogoče so vprašanje dediščine, če ste mogoče pravnik, ločitvami, borzo, pravnimi zadevami, torej vsem tem, kar hrani 8. hišo, je potem lahko čas Saturna v 8. kar precej naporen, zato ker vas prinaša to številne spremembe in če na spremembe niste pripravljeni, je to lahko za vas zelo, zelo težak čas. Potem ta tranzit tudi lahko zelo vpliva na vaše zdravje, zato bodite celo leto pazljivi, posebej na spodnji del trebuha, torej težave povezane s spodnjim delom trebuha, črevesjem, prebavo, pazite tudi na zobe, na kosti. Potem vaš oče mora tudi paziti na zdravje, posebej med aprilom in junijem. Je res, da to vas bo do maja tega leta ščitil Jupiter, po maju pa tega ne bo več, zato bodite pazljivi. Torej, ta tranzit bo drugače precej vplival tudi na vašo družino, ker boste prisiljeni prevzeti več odgovornosti tudi na posel in službo, kjer boste morali še celo leto nadaljevati s trdim delom, vztrajnostjo, prizadevanjem, disciplino, pa tudi potrpežljivi boste morali biti, če boste želeli uspeh, pa tudi na poslu boste imeli še vedno več odgovornosti ali boste pa še pridobili več odgovornosti, lahko tudi pritiskov. Če pa seveda delate v enem izmed poklicev, ki so povezana s področji, ki sem jih zgoraj naštela, torej ki hranijo 8. hišo, pa vas lahko v tem času oziroma v tem letu čaka velik uspeh in tudi večji finančni prilivi. Tako da jaz bi vam svetovala, če se s tem ne ukvarjate, da se pa česa lotite, mogoče kakšne karte da vzamete, vsaj angelske, pa mogoče pogledate vsake toliko časa ali pa kaj podobnega, si pogledate kakšen okultni film. Nekaj, kar torej hrani to 8. hišo. No, na večje prihodke bo pa seveda vplival Jupiter in to od maja v naslednjem letu, do takrat pa bo še v vaši 10. hiši. Zdaj v vaši 10. hiši vam bo dal več priložnosti pri delu, v statusu se tukaj zdaj več ne bo Rahuja, ne od novembra, od 28. novembra 2023, torej Rahu se je umaknil iz vaše 10. hiše in bo tukaj samo Jupiter, ker bo za vas zelo, zelo dobro za posel.
In bo še več priložnosti za delo boste imeli, za status. In bo seveda vplival zelo dobro tudi na neko harmonično ravnovesje med kariero in družino. In v družini bo v tem obdobju situacija res pozitivna, lahko vas čaka tudi napredovanje v tem času, ali pa lahko sklenete kakšen dober dogovor. Zagotovo boste posel še bolj razširili. Imeli boste pa tudi dobre prihodke. Zdaj po maju pa se potem Jupiter premakne v 11. hišo, kar pa je za vas izjemno dober tranzit. To je pa res dober tranzit, ker 11. hiša predstavlja uresničenje naših želja, tako da to je res dober tranzit. In ta tranzit pa zagotovo še povečal vaše prihodke, posebej, če ste v Jupitrovem obdobju. In lahko boste uresničili svoje dolgoletne cilje, povečal se bo tudi vaš krog prijateljev, znancev. Lahko v tem času spoznate pomembne osebe, ki vam bodo pomagale pri poslu, lahko kakšne vplivneže, znane ljudi. Zdaj, če delate s socialnimi omrežji, boste tudi doživeli velik porast zanimanj drugih za vas in krog ljudi, ki vas spremlja, se bo zagotovo povečal. In na ljudi boste imeli večji vpliv. To je tudi dober čas za samske, se lahko spoznate osebo, s katero boste stopili v resno razmerje. Tudi samskim bo po maju, torej samskim bo lažje po maju, in pa tudi vezanim, Torej, vezanim bo tudi lažje po maju, se boste v vašem razmerju čutili lepo, svežo energijo, poglobili boste lahko vaše romantične vezi in to bo povzročilo potem trajnejše, močnejše odnose. Lahko se v tem času tudi poročite. Torej, junija se tudi Uran premakne v 11. hišo, ker vam lahko prinese večji priliv denarja, torej to bo res za vaše finance res boom, bo res dobro. Ta priliv denarja bi bil lahko nepričakovan, lahko pa tudi nepričakovano, koga spoznate. Bo pa ta oseba imela kar precejšen vpliv na vaše življenje, lahko spoznate neko posebno osebo, ki vam bo zelo pomagala. V avgustu pazite v komunikaciji s svojo družino, torej mlajšimi brati, sestrami, tudi ljudmi v vaši okolici, drugače pazite na komunikacijo tudi v aprilu. Lahko se vam pojavijo kakšni nepredvidljivi stroški, kar pa bo v družini izzvalo nelagodje in nerazumevanje. Zdaj, če ste dijak, študent, se boste morali celo leto truditi, vložiti v učenje veliko več truda, kot do zdaj, če boste želeli uspeh. Je pa res, da bo za vas precej boljši čas po maju. Tako da, če lahko kaj prestavite po maju, bo to za vas bolje. Takrat boste imeli več planetarne podpore, več motivacije za učenje, uspešnejši boste. Zdaj, na splošno je to za vas res dobro leto, da končno uresničite svoje želje, zagrabite nove priložnosti preko novih poznanstev in to tako na poslovnem kot romantičnem področju. Drugače sicer pazite na zdravje, več počivajte, vzemite si čas zase, duhovno se izobražujte, ker to se vam bo na koncu res poznalo. In boste seveda precej bolj uspešni. Zdaj, če bi želeli osebno Jyotish analizo, me seveda lahko kontaktirate na moji spletni strani oracleoflight.org, greste na kontakt, lahko tudi prek moje spletne strani info@oracle.si, mi pišete in se dogovorimo. To seveda velja tudi za tarot svetovanja, za tarot analize. Cene vse so pa dostopne na spletu, torej na oracleoflight.org na ceniku. Spodaj bom prilepila povezave. No, pa smo že pri levih. Torej, če imate luno v levu, sonce ali ascendent v levu, kaj pa vas čaka v letu 2024? Torej, pri vas bo pa Rahu v vaši 8., Ketu v 2., tukaj bodo tudi Mrki, Saturn bo v 7., Jupiter pa najprej v 9., kasneje v 10., kjer pa bo od junija tudi Uran. Torej, prejšnjih 18 mesecih, torej če gledamo od novembra nazaj, novembra 2023 nazaj, ste se ukvarjali z odnosom do očeta, z vrednostnim sistemom, učenjem, lahko da ste potovali. Tudi pomeni, da ste se lahko umaknili od mlajšega brata, sestre. Mogoče ste imeli tudi občutek, da se ne morete popolnoma izraziti, lahko ste tudi iz hobija naredili posel, se ukvarjali z internetom, z drugimi ljudmi. Zdaj pa se bo vaš fokus popolnoma spremenil. Ker Rahu v 8. vam bo v letošnjem letu in seveda
Za vseh naslednjih 18 mesecev, torej to je leto 2024, pa še potem leto 2025, bo prinesel obdobje transformacije in globokih sprememb. Zdaj, zelo se bo povečalo vaše zanimanje za skrivnostne stvari, za okultno, mistično psihologijo, tudi astrologijo. Zdaj, lahko bi obiskali astrologa v tem času, lahko tudi psihoterapevta, zato je res dober čas, da obiščete nekoga, ki se s tem ukvarja. V tem času se boste morali drugače prilagoditi na spremembe. In če se boste dobro prilagodili, bo to obdobje pozitivno, drugače pa vam ne bo lahko, ker se bojo sprožali konflikti, težave, ker nekaj boste morali končati, da boste lahko začeli nove stvari, ker to je zelo karmično obdobje za vas. In če boste osredotočeni nase in na spremembe, potem vam bo v redu. Če pa spremembe ne boste sprejemali, vam bo pa težko. Potem pazite tudi na zdravje, psihično, pa na spodnji del nog, črevesje, prebavo in posebej pazite na zdravje na začetku leta. Drugače vam pa ta tranzit lahko prinese več denarja, tudi stroške, pazite pri tem. V družine se boste malo umaknili, to bi bile lahko kakšne težave, lahko tudi z varčevanjem, ker boste imeli več stroškov, boste seveda težko kaj privarčevali, pazite tudi na zobe in na to, kaj jeste. Kaj date v usta. Pa tudi vaša mama mora paziti na zdravje celo leto. Potem Saturn se bo celo leto nahajal v vaši 7., kar je sicer dobra pozicija za zakon, torej za tiste, ki si imajo neko resno vezo in jo želijo še naprej, in pa za tiste, ki se želijo resno zavezati partnerju, ker Saturn bo vašo vezo okrepil. Je pa res, da Saturn v 7. lahko privede tudi do prekinitve veze, če se nekdo od partnerjev ne želi resno zavezati, če ne želi sprejeti več odgovornosti, potem pa lahko v času Saturna v 7., torej ko se Saturn premika čez 7., lahko pride tudi do ločitve. Seveda je spet odvisno od vaše individualne karte, ampak lahko se to zgodi. To bo v tem letu tudi naglašeno. Partner bo verjetno pokazal več discipline, odgovornosti, resnosti, kar velja tudi za druge odnose, tudi poslovne. Tudi isto velja za poslovne odnose kot za zakonske partnerje. Torej, če se ne bojo spreminjali v smeri odgovornosti, resnosti in če ne bojo to pokazali do vas, boste lahko vezo z njimi prekinili. In verjetno boste to vi storili, torej vi boste želeli več odgovornosti, več resnosti. Res je, da vas celo leto na odnosih čakajo lekcije in preizkušnje in tukaj se vam res svetuje previdnost. Zdaj tudi za vas to velja, če boste tudi vi sprejeli svojo vlogo, svoje obveznosti, boste tudi vi v redu in tudi vaš partner. Zdaj odvisno, kdo je tisti, ki mora sprejeti več odgovornosti. Lahko ste to vi, lahko je to vaš partner. Torej, to velja tudi za posel, tudi tukaj boste morali biti marljivi in potrpežljivi. Posel bo doživljal številne spremembe, tako v strategijah, pri partnerjih, lahko tudi pri prihodkih. V tem letu boste verjetno glede denarja deležni precejšnjih vzponov in padcev. To bo zaradi stroškov, lahko investicij v posel ali pa kakšnih drugih denarnih sprememb. Mogoče boste mogli vzeti kakšen kredit za razširitev posla ali pa kaj podobnega. Boste pa imeli v tem letu, torej v tem novem letu, ki prihaja, zagotovo več odgovornosti pri delu, po maju pa tudi več priložnosti, ker se Jupiter do maja nahaja v vaši 9., potem se pa premakne v 10., ker bo pa za vas izjemno dober tranzit. Torej do maja, ko bo v 9., boste še željni učenja, potovanj, ukvarjali se boste z vašim vrednostnim sistemom, lahko tudi z očetom, odnos z njim bo zelo dober. Odločitve boste sprejemali suvereno in po posvetovanju z drugimi. Dobro vam bo šlo tudi, če ste dijak, študent, ker boste motivirani pri študiju in uspešni. Torej po maju se bo pa vaš fokus preusmeril v posel, kariero in status. Tukaj lahko pa po maju res izjemno napredujete, razširite svoj posel, lahko vas povišajo, ker bo pa seveda zelo dobro vplivalo tudi na vaš status, na položaj, ki bo od maja naprej res dober. Lahko pridete celo do kakšnega vodilnega položaja, če ste v Jupitrovem obdobju.
Pazite pa le na spremembe in se jim skušajte čim bolj prilagoditi, ker spremembe pa bojo. In zdaj, če boste prilagodljivi pri spremembah, boste to leto zelo dobro speljali. Potem Uran v 10. vam po juniju, pa tudi Rahu, ki bo celo leto v 8., torej prinaša veliko sprememb na poslu. Mogoče boste razmišljali o zamenjavi, pa da bi mogoče delali nekaj, kar vam je bližje srcu. To pa ne glede na to, da boste v poslu uspešni bolj kot ponovadi. Torej vseeno boste želeli delati nekaj, kar vam je bližje srcu in tukaj vas čakajo neke spremembe. Torej, lahko mogoče spremembe v tisti službi, kjer ste zdaj. Torej, nekaj se bo zagotovo zgodilo, ali boste spremenili šefa, ali boste spremenili strategije, ali nekaj boste spremenili. No? In pa ta uspešnost, seveda, ker boste bolj uspešni, torej z Jupitrom v 10. vam bo seveda mogoče ta uspešnost tudi ponudila neke nove priložnosti, se vam svetuje, da jih seveda zagrabite. Ne? Zdaj samski lahko do maja koga spoznate, lahko se zapletete v neko strastno ljubezensko razmerje, tudi vezani boste v ljubezni kar zadovoljni, to bo seveda ta Jupiterov vpliv. Po maju pa boste bolj usmerjeni v posel, kariero, samski lahko takrat spoznate nekoga preko vašega posla in tudi stopite v razmerje. Drugače celo leto pazite v komunikaciji, torej za čas aprila, avgusta, tudi konec leta, lahko bi se pojavili nesporazumi v družini in pri prijateljih. Zdaj, če ste študent, se boste po maju morali pri študiju in učenju bolj potruditi za rezultate, to velja tudi za dijake. Imeli boste tudi več novih obveznosti, več boste doma in pri študiju, kot da ne boste pa toliko hodili naokrog. Torej, to leto je za vas leto sprememb. Če jih boste sprejeli, ne bo večjih težav, tako v poslu, kot v poslovnih partnerstvih, osebnih partnerstvih. Pazite na svoje zdravje, do maja izkoristite pozitivne planetarne vplive za ljubezen, druženje in tudi za krajša potovanja. Zdaj, če bi mogoče želeli osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate na info@orakelluci.si, to je moj mail, lahko tudi prek kontakta, torej na spletni strani oracleoflight.org. Seveda to velja tako tudi za tarot svetovanja, tarot analize. Cene so pa drugače vse dostopne na moji spletni strani pod cenik, torej seveda na spletni strani oracleoflight.org. Spodaj bom prilepila torej link, povezavo. No, pa smo pri devicah. Torej, če imate luno v devici, sonce ali ascendent v devici, kaj pa vas čaka v letu 2024? Torej, Rahu bo v vaši 7., Ketu v 1. hiši, tukaj bo seveda tudi Mrki, Saturn bo v 6., Jupiter pa najprej v 8., kasneje v 9., kjer pa bo od junija tudi Uran. Zdaj, to bo za vas zelo, zelo pomembno leto device, saj je Ketu v 1. in ta Ketu v 1. vam bo prinesel veliko karmičnega čiščenja. Fokus bo na vas same. Od sveta v drugih pa se boste verjetno malo umaknili. Lahko bi tudi neke zadeve odrezali ali pa se bojo same od sebe umaknile. To so večinoma materialne stvari, če z njimi niste več povezani. Zdaj, Ketu v 1. vam bo zagotovo dal neke lekcije in zaradi njih se boste morali kot oseba spremeniti. Rasti v duhovno, če ne vam bo zelo težko. Ugotavljali boste, kdo ste, kaj želite, tudi seveda v odnosu do drugih, tako poslovnih partnerstv kot osebnih, otrok in vseh ljudi, s katerimi ste povezani. In v tem času, kot ponavljam, torej bo zelo, zelo dobro, da duhovno rastete, ker drugače sami sabo ne boste zadovoljni, posebej to velja, če ste v Ketu obdobju. Zato se vam svetuje, torej vam polagam na srce, da obiščete ali astrologa, ali psihoterapeuta, kakšnega drugega strokovnjaka, psihologa mogoče, ne vem, nekoga, ki vam bo pokazal pot, mogoče, ali pa s katerim se lahko pogovorite o svojih stvareh in vam bo lažje. Torej, Rahu v 7. vam bo podal veliko priložnosti za partnerstvo, tako osebna kot poslovna, tudi tukaj boste doživljali neke pomembne spremembe, lahko povsem nenadne, hitre. Za nekateri boste prisiljeni popolnoma spremeniti odnose, torej to seveda velja tako za poslovne kot osebne odnose.
In temu se verjetno ne boste mogli izogniti. Zdaj, mogoče bo celo partner tisti, ki bo te spremembe naredil, kar bi tudi lahko privedlo do konca veze, lahko pa tudi do povsem novega začetka. Zdaj, mogoče tale ket v rahu ni mogoče tako problematičen za konec veze, lahko bi tudi vi mogoče bili nagnjeni k temu, da se boste bolj umikali od partnerja, da bi končali. Lahko pa tudi se z rakujem v sedmi zgodi, da vas partner pusti. Tudi jaz velikokrat vidim pri analizah, ki jih delam, da se tudi to lahko zgodi. Ampak seveda spet odvisno od vaše natalne karte in če ste v obdobju. Torej, sami boste precej več delali na vezi in partnerju, dali več pozornosti, tako da včasih bi lahko bili občutek, da se mu bolj prilagajate kot on vam in da mu date več pozornosti, kot pa on daje vam. To vse velja za vezane. Zdaj, samski lahko v tem času spoznate koga na novo, lahko tujca, lahko tudi nekoga, ki je druge vere. In to velja za celo leto 2024. Lahko se v tem času tudi poročite, posebej dober čas za ljubezen bo po maju 2024, tako za poročene kot samske. Se pa drugače pazite posesivnosti v tem času. Boste pa verjetno celo leto naravnani v prilagajanje drugim, kar pa bo za vas zelo, zelo velika sprememba. Zdaj, Saturn se bo celo leto nahajal v vaši 6. hiši, to bo za vas malo težji tranzit, v ospredju bo vaše zdravje, lahko se vam pojavijo kakšne kronične bolezni, pazite na kosti, posebej kosti nog, glavo, srce, tudi črevesje in prebavo. V ospredju bo tudi vaše delo, rutina, odnosi s sodelavci. Tukaj se morate v celem letu paziti kakšnih nepredvidljivih težav, celo sovražnosti, posebej v komunikaciji. Potem pazite tudi v avgustu, posebej, če boste imeli kakšne pogovore s tujino ali boste potovali v tujino, tukaj se lahko pojavijo zapleti. Pazite tudi na zdravje, da ne pristanete v bolnici. Zdaj, drugače vam pa Saturn v 6. lahko prinese tudi kakšno novo službo ali pa novo rutino, tudi nove sodelavce. Je pa res, da se boste morali truditi in če se boste, bo to za vas dobro. To bo dobro tudi za vaše prihodke in ti bodo večji posebej do maja, ker Jupiter se bo nahajal v vaši 8. in vam tukaj lahko prinese neke nenadne dobitke v povezavi z vlaganji, zavarovalnimi pogodbami, pravnimi zadevami, sodelovanji z drugimi, dediščino. To je drugače zelo dober tranzit za zaslužek, tudi za vašega partnerja. Zdaj, mogoče bo prišel denar od njega. Potem dobro boste zaslužili tudi, če delate nekaj, kar je povezano z 8. hišo, to so pravne zadeve, borza, zavarovalnice, psihologija, astrologija, okultno, pogrebništvo, rudarstvo, inovacije, tudi raziskave. Morate pa paziti na zdravje, tako fizično, mentalno kot čustveno, pa tudi vaša mama mora paziti na zdravje, tudi mlajši bratje, sestre, če jih imate. Zdaj, precej se morate prilagoditi in tudi spremeniti, ker ta tranzit vas bo do maja prisilil v spremembe, posebej v družini in domu. Lahko bi tudi kaj prenavljali v domu. Po maju pa se bo Jupiter premaknil v 9., ker bo pa za vas precej bolje. Ta tranzit vas lahko potegne v potovanje, lahko kakšna nova izobraževanja, tudi boste bolj optimistični, bolj srečni, bolj komunikativni, lahko bi se potem lotili tudi kakšnega novega hobija in iz njega naredili posel. Potem bolj boste tudi duhovni, ker to bo za vas precej bolj srečno obdobje kot prej. Torej ne bo več toliko sprememb. Se vam pa bo v drugi polovici leta se spremenil tudi vrednostni sistem, kar bo seveda pa vplival tako Jupiter v 9. kot tudi Ketu v 1. in pa Uran, ki se tudi premakne v 9. po juniju. Ta vam pa lahko prinese neke nenavadne priložnosti za potovanja ali pa za izobraževanje. To vam lahko prinese tudi novega učitelja. Potem tudi vašim otrokom bo šlo v drugi polovici leta bolje, tudi bojo srečnejši. Drugače pa to tudi dober čas za zanositev, torej za ženske, če si želite otroka. Drugače je to dober tranzit, če ste dijak ali študent, precej bolje vam bo šlo po maju. Zdaj, po juniju pa vas lahko neke stvari pri izobraževanju precej presenetijo, ampak ne bojo slabe. Torej, lahko boste dobili nek nov predmet, novega učitelja, nekaj bi vam lahko spremenili pri izobraževanju, nekaj se bo zagotovo tukaj zgodilo. Zdaj, to leto je za vas leto preizkušenj pri delu in zdravju, tudi v odnosih, predvsem v prvi polovici leta. Takrat lahko tudi v domu pričakujete nekaj napetosti, zapletov, kasneje pa se bodo zadeve umirile in bojo za vas boljši časi.
Zdaj, drugo polovico leta pa izkoristite za potovanje, romantiko, ljubezen, izobraževanje ali pa posvečanje novim hobijem. To bo tudi dober čas za pisanje, komunikacijo, tudi za izboljšanje odnosa z brati, sestrami, znanci. Drugače pa se pri zdravju držite rutine in discipline celo leto, ker se vam bo tudi to zelo obrastovalo. Zdaj, če bi želeli osebno Jyotish analizo, me seveda lahko kontaktirate na moji spletni strani oracleoflight.org na kontakt. Greste, lahko pa tudi mi pišete na moj mail info@oracle.si. To velja tudi za tarot svetovanja, za tarot analize. Torej vse cene so pa dostopne na spletu oracleoflight.org, torej na ceniku, na linku spodaj pa je povezava. No, pa smo že pri tehnicah. Torej, če imate luno v tehnici, sonce ali ascendent v tehnici, torej kaj pa vam prinaša to leto 2024? Torej, Rahu se bo nahajal v vaši 6., Ketu v 12. hiši, tukaj bojo seveda tudi mrki, Saturn bo v vaši 5., Jupiter pa najprej v 7., kasneje v 8. hiši, kjer bo od junija tudi Uran. Zdaj, v prejšnjih 18 mesecih, torej če gledamo od 28. novembra nazaj, 2023, ste se verjetno precej spremenili. Ketu vam je tukaj dal veliko duhovnih lekcij, te verjetno niso bile najbolj prijetne, te lekcije nikoli niso ugodne. In Ketu je bil namreč v vaši 1. hiši lansko leto. Tako ste se od nekaterih zadev tudi ljudi lahko umaknili, imeli ste drugače sicer veliko priložnosti v odnosih, ampak so bili ti odnosi verjetno za vas kar precejšen izziv. Zdaj pa je Rahu že od novembra 2023 in bo tudi celo leto 2024 v vaši 6. hiši, Ketu pa v 12. Prav tako bo celo leto 2024 Ketu v 12. To pa tudi ni najbolj ugoden tranzit, predvsem se boste morali paziti zdravstveno. Tako da pazite na psihično, telesno, tudi mentalno zdravje, tudi na splošno. Drugače v novem letu lahko začnete nek nov prehranjevalni, telovadni režim, lahko da vzpostavite novo rutino, zamenjate službo, sodelavce. Je pa res, da boste precej močnejši v reševanju težav, pa najrazličnejših zapletov in vas nihče ne bo mogel premagati. Potem bi se lahko tudi več ukvarjali z duhovnostjo, potovali na tuje kraje. Je pa res, da boste neke zadeve pripeljali do konca. Drugače morate v novem letu paziti tudi na to, koliko zapravljate. Torej, imejte nadzor nad zapravljanjem. Potem pazite pri spanju, vaše sanje bodo zelo močne, lahko bi se vam pojavili kakšni podzavestni strahovi, ampak boste to zelo uspešno reševali. Lahko bi se vam pa pojavile tudi sanje z uvidi ali pa preroške sanje celo. No, potem Saturn se bo celo leto nahajal v vaši 5. hiši, to je drugače hiša otrok, znanja, uspeha in ljubezni, tudi investicij in ustvarjalnosti. Saturn vam bo sicer na teh področjih dajal neke vrste lekcije. To je bilo že značilno torej za lansko leto, oziroma za leto 2023, to se bo pa nadaljevalo v letu 2024. Lekcije bojo torej tako pri ljubezni, kot tudi pri otrocih, torej v odnosu do njih, ali pa če si otroka želite, tukaj bi bili lahko kakšni zastoji, se vam svetuje, da ste potrpežljivi. Ampak če boste dosledni, disciplinirani, vztrajni, vas lahko ta Saturn tudi bogato poplača in vam tudi prinese, kar si želite. To velja tudi za denar, v tem letu boste imeli stabilne finance in te vam bojo tudi pomagale, da boste tudi privarčevali več kot ponavadi. Potem to velja tudi za vaše odnose. Pri odnosih je zelo pomembno, da postavite jasne meje, pa bojo zadeve tekle gladko, drugače pa ne. Torej od drugih ljudi, partnerjev, osebnih, poslovnih, družinskih članov, posebej tudi otrok, prijateljev, znancev, boste tudi pričakovali disciplino, vztrajno zavezanost. Če pa se ne bojo tako odzvali, bi pa tudi vi znali koga odsloviti. V poslu se vam lahko pojavijo res dobre priložnosti za napredovanje, posebej bodite pazljivi le v mesecu marcu in aprilu. Če ste študent ali dijak, bo to za vas torej leto polno izzivov, lahko tudi kakšnih težav. Študij vas bo precej obremenjeval, se vam bo zdel težek, ampak če boste marljivi, boste tudi uspešni. Torej, če boste vztrajni, disciplinirani, marljivi, potem bo uspeh tudi prišel. Potem
torej več boste vlagali dela v karkoli, bolj se vam bo to obrestovalo in imeli boste večje možnosti za uspeh. Drugače je začetek leta dober tudi za družinsko življenje, samskim v tem letu Saturn sicer ne obljublja nekih večjih sprememb, na romantičnem področju bolj kot ne bo dolgočasno, je pa res, da vam Jupiter, ki bo doma v vaši 7. hiši, daje več možnosti, da koga spoznate. Veliko boste hodili naokrog, spoznavali boste nove ljudi do maja, toda če ne boste s to osebo želeli resne veze ali pa ona ne z vami, se to zagotovo ne bo obneslo, torej se ta veza ne bo obnesla. Vse bo pa drugače potekalo bolj počasi, zato se vam svetuje, da se precej pripravite, da ste potrpežljivi. Torej do maja bodo priložnosti, ampak samo za tiste, ki želijo resno vezo. Torej do maja bo Jupiter tudi zelo ugodno vplival na zakon, če ste poročeni, tukaj lahko pričakujete več romantike in ljubezni od zakonca. Potem dobro boste sodelovali tudi s poslovnimi partnerji, lahko se zelo razširi krog ljudi, ki vam bodo sledili. Naprimer, če ste povezani s kakšnimi socialnimi omrežji, bo to za vas dobro leto. Torej do maja. Dober čas. Do maja se tudi lahko poročite. Zdaj kombinacija Saturna v 5. in Jupitra v 7. torej vam letos do maja dejansko lahko prinese neko resno partnerstvo, posebej, če ste v Jupitrovem ali pa Saturnovem obdobju. Posebej v Jupitrovem. Drugače pa vam lahko prinese torej tudi dobrega, resnega poslovnega partnerja in pa tudi precej boljše prihodke, kot ste jih imeli v preteklosti. Po maju se bo Jupiter premaknil v 8. To vam lahko prinese neke nenadne dobitke v povezavi z vlaganji, zavarovanimi pogodbami, pravnimi zadevami, sodelovanji z drugimi, dediščino. To je tudi zelo dober tranzit za zaslužek tudi za vašega partnerja. Mogoče bo denar prišel tudi od njega, posebej, če ste v obdobju. Potem dobro bo se zaslužili tudi, če delate nekaj, kar je povezano z 8. hišo, to so pravne zadeve, borza, zavarovalnice, psihologija, astrologija, okultno, pogrebništvo, rudarstvo, inovacije, raziskave. Morate pa od maja pa tudi od junija, ko v 8. vstopa Uran, bolj paziti na zdravje. To je tako fizično, mentalno kot čustveno. Tudi vaša mama mora paziti na zdravje in tudi vaši družinski člani. Drugače pa to za vaš čas prilagajanja in sprememb. Ta tranzit vas bo v drugi polovici leta prisilil v neke spremembe, posebej v družini in domu. Lahko boste tudi kaj prenavljali. Bolje je, da se te spremembe prilagodite in da jih sprejmete, drugače vam bo zelo težko. Potem lahko boste delali tudi spremembe na poslovnem področju, kakšne nove pogodbe, nove strategije, inovacije. Se vam pa svetuje, da ste posebej previdni v poletnih mesecih, vedno preverite droben tisk. In pazite pri pogovorih s poslovnimi partnerji in pri kakšnem sodelovanju. Posebej, če boste kakšne pogodbe podpisovali. Tukaj se vam svetuje pazljivost. Drugače je to leto za vas leto novih začetkov, nekaj boste končali, začeli na novo. Spremembe in izzive vas čakajo predvsem v drugi polovici leta, tudi finance bodo od maja tudi malo manj stabilne, tako pazite prej, ko bojo bolj stabilne, da kaj privarčujete. Zdaj, če se ne ukvarjate z inovacijami, raziskavami ali okultnim, potem bojo finance zelo nestabilne, če se pa s tem ukvarjate, boste pa tudi lahko še po maju dobro zaslužili. Zato se vam seveda svetuje, da se lotite česa takega ali pa da vsaj obiščete psihologa, astrologa, medija, ker se boste lažje spopadli z vsemi spremembami, ki vas čakajo. Te bodo lahko zelo nenadne, hitre in se jim boste težko izognili v tem letu. Zdaj, če želite osebno Jyotiš analizo, me lahko seveda kontaktirate na moji spletni strani oracle.org pod kontakt ali mi pa pišete na mail info@orakelluci.si. To velja tudi za tarot svetovanja, za vsa in za tarot analize. Cene so povsem dostopne na spletu pod cenikom, torej na moji spletni strani oracle.org. Torej bom spodaj prilepila vse povezave. No, pa smo že pri škorpijonih. Torej, škorpijoni, če imate luno v škorpijonu, sonce ali ascendent v škorpijonu, torej kaj pa vas čaka v letu 2024? Torej, Rahu bo v vaši 5. hiši, Ketu v 11. Tukaj bojo seveda tudi Mrki, Saturn bo v 4., Jupiter pa bo najprej v 6., kasneje v 7. In tukaj bo seveda od junija tudi Uran.
Torej, rahu v peti vam v naslednjem letu seveda celo leto nosi izjemne priložnosti v ljubezni, kar pomeni, da boste želeli imeti več od romantičnih razmer in boste zelo iskali srečo, zelo boste strastni, romantika vas bo privlačila in vaš fokus bo na ljubezen. To bi sicer lahko prineslo težave parom, ki so že dalj časa skupaj, ker če ne boste delali na strasti in poživitvi veze, greste lahko tudi narazen. Ker spoznavali boste veliko novih drugih potencialnih partnerjev, ki pa včasih ne bojo to, za kar se bodo predstavljali, tako da tukaj bodite pazljivi. To bo čas, ko lahko močno podležete iluzijam v odnosih, v romantičnih razmerjih, svetuje se vam pazljivost. Boste pa se pripravljeni potruditi za ljubljeno osebo, kar bo pa seveda botrovalo poglobitvi veze. Tisti, ki pa na novo iščete partnerja, bi pa lahko imeli vezo, kjer boste vi ali pa partner bolj posesivni. Torej v vseh vezah, tudi tisti, ki ste že vezani in tisti, ki boste novega partnerja spoznali, pazite se posesivnosti. No, potem predvsej bi vas znalo potegniti tudi v investiranje v letu 2024, celo leto bo to naglašeno, ampak tukaj tudi raje se dvakrat preverite, da ne podležete kakšni iluziji. Bo mogoče kaj izgledalo predobro, pa v resnici ne bo tako dobro. Lahko se vam tudi zgodi, da se bojo nekateri ljudje od vas umaknili, lahko bi odšel od vas kakšen prijatelj, znanec in zato bi se tudi vi lahko počutili na trenutke precej negotovo. To bo v naslednjem letu vpliv Ketuja, ker se bo nahajal v 11. hiši celo leto. Lahko se vam tudi zgodi sprememba v poslu ali pa sprememba v krogu ljudi, s katerimi delate, se družite. Lahko se vam spremeni tudi prihodek. Zdaj, finance bi vam v celem letu znale precej nihati. Razmišljali boste o novem načinu pridobivanja denarja, lahko bi se pa vam denarni tok čisto zamenjal. To pomeni, da lahko en denarni tok izgubite in dobite novega. To je pač Ketu v 11. Ne svetuje pa se vam, da v smeri financ preveč tvegate. Tukaj pa torej pazite. Če imate otroke, bi bili lahko tudi do njih precej posesivni, bi jih lahko bolj kontrolirali. Pazite tudi, da v odnosu do njih ne boste preveč ukazovalni, pa tudi do drugih ljudi. Boste pa zelo kreativni v tem času, to bo pa dober tranzit za to. In če se boste lotili kreativnega projekta, bo ta uspešen. Poleg tega lahko imate tudi otroka, če si ga želite. Nemirno leto bo pa za študente in dijake. Če ste študent ali dijak, rezultati pri vašem študiju bodo mešani, paziti se morate, predvsem morate biti fokusirani na naloge, ki jih delate, ker boste zelo nezbrani, nemirni, razpršeni in to velja za celo leto. Intelektualno bi vas rahu sicer znal precej stimulirati, ker on tako deluje, ampak vas bo tudi postavil pred številne izzive na tem področju. In pazite se tudi kakšnih nenadnih odločitev, vedno prej dobro razmislite. Saturn se bo celo leto nahajal v vaši 4. hiši, kar bo močno vplivalo na vaš dom, družino in družinske zadeve. To pomeni, da boste celo leto uravnovešali delo, posel in tudi kariero z družinskim življenjem. Tukaj boste verjetno morali sprejeti več odgovornosti, tako do vaših domačih, posebej do mame. Mama bi lahko v tem času imela težave z zdravjem ali pa bodo odnosi z njo malo težji, lahko bolj hladni. Potem lahko bi bila vaša mama tudi nedostopna. Potem v domu boste morali biti bolj vztrajni, se potruditi, da vam bo vse uspevalo. Lahko bi v tem letu tudi kaj prenavljali, urejali okrog hiše, kupovali, prodajali posest, lahko se pa tudi preselite. Drugače bodo zadeve glede družine v tem letu kar uravnotežene. Seveda, če se boste potrudili in se temu posvetili, potem bojo zadeve dobro tekle, če pa ne bo tako gladko. Potem Jupiter se bo do maja nahajal v 6. hiši, kar bo sicer dobro vplivalo na vaše zdravje, se bo postopoma izboljševalo. Zdaj, če se boste lotili kakšnega novega prehranjevalnega ali telovadnega režima, bo to za vas zelo dobro. Delali boste tudi na rutini, lahko bi jo spremenili. Pri delu boste kar uspešni, do maja vas čaka tudi več priložnosti. Uspešni boste tudi pri odnosu do sodelavcev in v pravnih zadevah, tako da če imate kaj na sodiščih, dajte to probati do maja narediti. Pazite na zdravje drugače, tudi na nepredvidljive stroške in to vse do maja. Boste pa v odnosu do drugih precej močnejši, konkurenca vam ne bo mogla blizu.
Tudi prihodki bodo dobri, lahko bi tudi kaj privarčevali. Zdaj po maju se bo pa Jupiter premaknil v vašo 7., kar vam pa v ljubezni, pa tudi v poslu prinaša več dobrih priložnosti. Vezani boste tako od maja naprej uživali v harmoničnem življenju s partnerjem, samski pa lahko takrat koga spoznate. Torej v drugi polovici leta izkoristite te planetarne vplive. Drugače bo to sicer možno celo leto zaradi Rahuja v 5., ampak od maja bo to še bolj intenzivno, ker bo se še pridružil Jupiter in vam bo še bolj pomagal. Posebej to velja za tiste, ki ste v Jupitrovem obdobju. Usodno poznanstvo se vam lahko zgodi tudi po juniju, saj se v vašo 7. premakne tudi Uran. Zdaj, če se želite poročiti, je dober čas od maja naprej. To je seveda lahko tudi na osebnem, poklicnem področju, lahko tudi v poslu dobite novega šefa, tudi to se vam lahko zgodi. Lahko podpišete tudi kakšno novo pogodbo, tudi zato bo boljši čas od maja naprej, torej druga polovica leta 2024. Drugače vam v poslu kaže dobro, v prvi polovici dobre priložnosti, napredovanje in vzpon, tudi večjo prepoznavnost, po maju pa tudi precej boljši prihodki, ki se bojo verjetno povečali zaradi kakšne spremembe, ki jo boste že prej izvedli. Drugače pa v poslu pazite na komunikacijo, posebej v avgustu, ker se vam takrat lahko zgodi kakšno nerazumevanje strani vodilnih šefov, če pa ste šef pa z vašimi podrejenimi. Drugače pa v komunikaciji pazite v aprilu, torej v avgustu, pa konec leta tudi. Torej konec leta, tale Mars, ki bo v Raku, torej vam tudi lahko kaj zagode, tako da pazite tudi v zvezi z tem. To leto vam drugače prinaša veliko pozitivnih občutkov, posebej v začetku leta. Vaše vedenje in karizma bosta pritegnile ljudi k vam, saj boste za druge privlačni in zanimivi. To bo naglašeno tudi v drugi polovici leta, ker vam Jupiter obljublja v ljubezni veliko dobrega. Tudi finance bojo dobre v začetku leta, kasneje pa je viden postopen finančni dvig in napredek v poslovni sferi. V prvi polovici leta pazite na zdravje, kasneje pa uživajte v romantiki in tudi v ljubezni. No, če bi želeli torej osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate na moj mail, to je info@orakelc.si. Lahko me kontaktirate tudi preko moje spletne strani, greste torej na spletno stran oracle.org na kontakt. To velja tudi za vse tarot svetovanja, za tarot analize. Cene so tudi dostopne na spletu, torej na oracle.org na moji spletni strani. Na linku spodaj bo povezava. No, pa smo že pri strelcih. Torej, če imate luno v strelcu, sonce ali ascendent v strelcu, torej kaj pa vas čaka v tem letu? Torej, Rahu bo v vaši 4., Ketu v vaši 10., tukaj bodo tudi mrki. Saturn bo v 3., Jupiter pa najprej v 5., kasneje v 6., kjer bo od junija tudi Uran. No, Rahu v 4. kaže na to, da se bo vaš fokus precej premaknil v dom, pomeni, da se boste mogoče želeli v domu kaj prenoviti ali pa se celo preseliti, lahko celo na tuje. Nekaj novega boste v domu zagotovo želeli narediti. Lahko, da boste tudi nov dom kupili, hišo, posest, avto, ampak verjetno se stvari ne bojo točno iztekle točno tako, kot boste vi želeli. Torej, zadeve bojo v novem letu 2024 bolj kot ne nepredvidljive. In verjetno boste morali načrte vezane na dom včasih tudi spremeniti. Zdaj, te spremembe bi se vam lahko pojavile zaradi posla, naprimer spremembe službe, spremembe statusa, in zato boste tudi verjetno precej nemirni, raztreseni, lahko nespeči, težko se boste fokusirali. In zato vam svetujem sproščanje, umirjanje, ker drugače to, bom rekla, pa dober tranzit za duhovno napredovanje, torej izkoristite to. Potem drugače vas bodo bremenili tako stroški, kot tudi številni obiski na vašem domu, tukaj boste morali postaviti neka pravila, drugače gre lahko vse skupaj v skrajnost, lahko bi vas obiskal kdo iz družine. Drugače pa bo prisoten nek pritisk na vas, lahko od mame, od družinskih članov, zdaj mama ali pa nekdo iz družine bi lahko imel zdravstvene težave in seveda boste nekateri od tega želeli kar pobegniti, lahko v vaš domišljijski svet lahko ali pa v tujino.
In bodite v tem času tudi zelo pozorni na sanje, bojo zelo sporočilne, mučila bi vas lahko tudi nespečnost, tudi pazite pri investicijah, vlaganjih, lahko bi imeli v tem času opravka z dediščino, zavarovalnimi pogodbami, pravnimi zadevami, tudi tukaj bodite pazljivi. Zdaj, Ketu v 10. vas bo celo leto umikal od javnega življenja, od posla, mogoče boste želeli v tem letu spremeniti posel, službo, zamenjati kariero, mogoče boste želeli delati čisto nekaj drugega, kot delate sedaj. Lahko, da boste imeli na poslu kakšne težave, kjer ne bodo opazili vašega truda, lahko se vam izmakne kakšno napredovanje, lahko bi vas tudi odpustili, če ste v Ketu obdobju, a bi bile pa kakšne težave, ali bi se pa vam šef zamenjal, torej neke spremembe bojo zagotovo. In delati morate na občutku varnosti in izkoristiti tudi mogoče možnost odhoda v tujino od doma, ker to je zelo dober čas, da naredite neko spremembo, tako glede doma ali posla, da nekaj zamenjate, tudi če sem, ne vem, pohištvo zamenjate, da nekaj spremenite, pa vam bo lažje potem. Potem Saturn se bo celo leto nahajal v vaši 3., tukaj je energija precej vezana na komunikacijo, mlajše brate, sestre, če jih imate, tudi na trud, pogum, talente, hobije. Zdaj, Saturn bo tukaj zahteval, da vložite trud v vaše prizadevanje, da se potrudite, da ste pogumni. In potem boste tudi lahko kar precej dosegli. Lahko boste dosegli svoje želje, cilje, interese, ker ta 3. hiša je kar precej pomembna, sploh za tiste, ki imate svoj posel. Če je to dobra hiša, potem je to pokazatelj uspeha, ker uspeh vedno pride skozi trud, pogum, torej pogum, da se izpostavite drugim, in če to naredite, boste zagotovo tudi precej bolj uspešni. Torej, celo leto boste imeli možnost, da delate in skozi trud pri delu res dosežete tisto, kar si želite. Drugače bo pa težje, če ne boste trud vlagali. Pazite pri odnosu do mlajših bratov in sester, tukaj bi se lahko pojavile težave v komunikaciji, neki zastoji, nesporazumi. Pazite tudi na otroke, njihovo zdravje in počutje, tudi vaš oče mora paziti na zdravje in to je tudi za vas naglašeno po maju. Ker takrat se pa v vašo 6. premakne Jupiter in bo zahteval, da več pozornosti usmerite na vaše zdravje. Vam bo pa tudi omogočil, da se lotite nekih novih režimov prehranjevanja, telovadbe, to bo za vas dobro, ker vam to lahko precej izboljša zdravje. To je tudi čas, ko lahko najdete zdravilo za vaše težave. Tudi pazite, kaj jeste po maju, Jupiter tukaj vam lahko poveča težo. Drugače bo Jupiter do maja pa v vaši 5., torej prva polovica leta do maja bo pa mogoče za vas bolj optimistična, bolj pozitivna, ker boste bolj romantični, več ljubezni bo v vašem življenju, uživali boste v partnerskem življenju, samski lahko takrat tudi koga spoznate, naprimer na potovanju ali pa preko družbe prijateljev ali znancev in lahko spoznate nekoga za resno vezo. Lahko se tudi, ne vem, odločite, da boste imeli otroka v tem času, se lotite kakšnega ustvarjalnega projekta ali pa izobraževanja v duhovni smeri. In do maja je tudi zelo dober čas za investicije, ker bojo vaši prihodki takrat zelo dobri. Po maju, kot sem že prej rekla, torej ko bo šel pa Jupiter v 6., morate biti pa pozorni na vaše zdravje. Drugače bo pa ta Jupiter v 6., torej v drugi polovici leta dobro vplival na vaše delo, ker boste imeli dovolj dela, potem v poslu lahko napredujete v drugi polovici leta, boljši bo tudi odnos s sodelavci, pazite v komunikaciji, posebej na začetku leta, v poletnih mesecih, tudi aprila in ob koncu leta. Zdaj, takrat se lahko pojavi tudi nerazumevanje strani poslovnih, osebnih partnerjev. Zdaj, v 6. hišo se po juniju premakne tudi Uran, tako da lahko pride v govoru, to je lahko v poslu, doma do kakšnih nepredvidljivih situacij. Zapletete se lahko tudi v kakšen spor z otroki, pazite pri tem. V tem obdobju boste imeli dobro finančno stanje, ampak pazite zelo pri stroških, ker bi lahko celo leto zapravljali, lahko za kakšen hobi, potovanja, tudi doma, če boste kaj urejali, po maju pa v zdravstvene namene. Zdaj, če ste dijak ali študent, vam bo šlo kar dobro, pri učenju, študiju boste uspešni, posebej do maja, je pa res, da se boste morali skozi vse leto truditi za rezultate, torej uspeh bo prišel preko truda, ne kar tako. Potem več obveznosti in nalog vas bo doletelo po maju, lahko bi vas tudi zamikalo, da študij zamenjate, pri tem pa pazite in raje razmislite,
Lahko bi se vam zamenjali tudi profesori, pri študiju bi lahko prišlo do nekih sprememb, skušajte to dobro sprejeti. Drugače bi se pa lahko udeležili nekih novih študijev, naprimer okultnih, mističnih, duhovnih, to vas bo zelo, zelo povleklo. No, zdaj, za vas je to leto dobrih priložnosti, novih priložnosti, tudi sprememb, posebej na poslovnem področju. Zdaj, če boste vlagali trud v prizadevanje, se vam bo to precej obrastovalo, posebej tisti, ki imate svoj posel. V drugi polovici leta lahko zato v poslu precej napredujete, dosežete cilje, izboljšate finančno situacijo in ne bojte se sprememb, ker bojo za vas dobre to leto. Torej, če bi želeli mogoče osebno Jyotish analizo, me seveda lahko kontaktirate na mojem mailu na info@orakelluci.si. Drugače lahko greste tudi na mojo spletno stran oracleoflight.org na kontakt, pa me tudi tam kontaktirate. To velja seveda tudi za vsa moja tarot svetovanja, tarot analize in seveda vse drugo ponudbo, ki jo imam. Cene so drugače dostopne na spletu, na oracleoflight.org pod cenikom. Na linku spodaj je povezava, torej bom prilepila v opis povezavo, link. No, zdaj smo pa že pri kozorogih. Torej, če imate luno v kozorogu, sonce ali ascendent v kozorogu, torej kaj pa vas čaka v letu 2024, torej Rahu se bo nahajal v vaši 3., Ketu v 9., tukaj bo seveda tudi Mrki, Saturn bo v 2., Jupiter pa najprej v 4., kasneje v 5., kjer bo od junija tudi Uran. Zdaj, Rahu, ki bo v vaši 3. hiši celo leto 2024, vam prinaša več krajših potovanj, več komuniciranja z drugimi, tudi uresničenje vaših želja. To bi bilo lahko obdobje, ko se boste lotili novega hobija ali pa česa drugega. Imeli boste zelo veliko zanimanj, tako da pazite tukaj na fokus, ne, da se osredotočite na eno, največ 2 stvari, ne, ker bo 1000 stvari vas bo zanimalo. Drugače je to dober čas za tiste, ki delate s socialnimi omrežji, internetom, spletnimi stranmi, pisanjem, komunikacijo, ker boste zelo uspešni. To bi bil lahko čas, torej to leto, ko boste kreirali nekaj novega, tudi bi lahko začeli svoj nov posel. Lahko tudi vaš hobi postane vaš posel, ker v poslu boste imeli veliko novih priložnosti, ki jih boste lahko izkoristili, ampak le, če se boste potrudili in se tudi pokazali na ven, torej da boste dovolj pogumni. Finance bojo tudi dobre celo leto in tudi premoženje vam bo raslo, medtem ko Ketu v 9. vam pa lahko prinese težave pri izobraževanju, tako da tukaj morate biti pa previdni celo leto, to posebej velja, če ste študent ali pa dijak. Tukaj vas čakajo izzivi, mogoče boste želeli študij kar pustiti, ker se vam bo vse zdelo brez smisla, lahko bi imeli tudi kakšne konflikte z učitelji. Zdaj svetuje se vam, da se posvetujete s kom, šele potem sprejmete odločitve. Potem tudi pazite na daljših potovanjih, torej svetuje se vam, da si napravite dober načrt, ker tukaj se lahko pojavijo kakšni zastoji, nesporazumi, kakšne spremembe. Potovanja bi vam jaz bolj kot ne odsvetovala naslednje leto, vsaj daljša. No. Na krajša ni problem, daljša bodo pa problemi. Potem se vam bo tudi zelo spremenil vrednostni sistem, lahko bi tudi spremenili religijo, naprimer, ali pa se začeli duhovno izobraževati. Potem v tem letu boste tudi bolj povezani z mlajšimi sorojenci, če jih imate, se pa boste umaknili od očeta, lahko bi imeli nesporazume z očetom, lahko zaradi vašega vrednostnega sistema, ki se vam bo spremenil, lahko bi bil pa tudi oče bolan. Drugače pa na področju partnerstva lahko celo leto pričakujete izzive, če ste v resni vezi, bi vaš partner lahko imel kakšne težave, strahove, lahko bi bil tudi bolj nemeren, vi se boste sicer trudili ga razumeti, ampak včasih se boste želeli od njega kar umakniti, ker bo nemeren, raztresen in vam bo vzel veliko energije. Torej, samski boste imeli veliko priložnosti za nove veze, boste sicer hitro zainteresirani, ampak pazite in tukaj napredujte počasi. Zdaj, lahko se vam zgodi poznanstvo z osebo, za katero boste čutili, kot da jo poznate že odprej. To bo karmična veza je pa lahko zelo težka. Ne? Ni pa nujno, da boste potem s to osebo v vezi, torej možno je, da se boste samo zaljubili.
Potem Saturn se bo celo leto nahajal v vaši drugi, prinaša vam lekcije, preizkušnje, torej Saturn je planet karme, težkih preizkušenj, če nismo disciplinirani, vztrajni, in te preizkušnje vaše bodo povezane s premoženjem, to je glede varčevanja, tudi glede družine, govora. Zdaj, prihodki bojo sicer stalni, premoženje vam bo raslo skozi celo leto, če boste delovni, vztrajni, prizadevni in če se boste zavedali, da je potrebno v delo vložiti več truda. Poleg tega bi vam pa denar lahko prišel od kakšne dediščine, zavarovalnih pogodb ali pa kako drugače, tudi preko posla. Lahko bi v tem času kupili tudi avto, zemljo, nov dom. Na splošno pa boste v tem letu na dom bolj vezani, tudi na mamo, tudi vaša mama mora paziti na zdravje. Več odgovornosti boste sprejeli v domu vašem, v družini, lahko tudi v odnosu do mame, ker vas bojo tako mama kot družinski člani verjetno bolj rabili kot ponavadi. Drugače je to zelo dobro leto za osnovanje družine, če si želite družino, ali pa za pridobitev svojega doma. Še posebej v času do maja, saj se bo v vaši 4. hiši nahajal Jupiter, ki bo to podprl. To seveda velja, če ste v Jupitrovem ali pa Saturnovem obdobju, ker bo Jupiter tukaj, torej v 4. bo do maja prinašal harmonijo v vaš dom, optimizem, veselje, tudi možnosti napredovanj v poslu, omogočal bo tudi dobre prihodke. Zdaj, ko pa se bo premaknil v 5., torej v maju, pa vam bo prinesel več priložnosti za ljubezen, kreativnost, investicije, tudi vaš odnos z otroki se bo zboljšal, če jih imate. Če otrok pa nimate, bi ga pa lahko dobili od maja naprej. Je pa to dober tranzit, če si želite torej otroka. Vezani boste začutili malo olajšanja v drugi polovici leta, čeprav vas bodo izzivi v vaši vezi še bremenili, se boste mogoče zaradi tega tudi umikali, samski pa boste zelo dovzetni za romantična doživetja. Ampak kot sem rekla že prej, torej lahko koga spoznate, se z njim družite, boste pa težje s to osebo vzpostavili neko razmerje. Boste pa nasplošno srečnejši, bolj optimistični, lahko vas potegne v izobraževanje, na potovanje. V ljubezni pazite posebej konec leta, ker se lahko s partnerjem zelo močno sprete. To je poslovnim ali pa osebnim, tako da tukaj pa pazite. V začetku leta, posebej v avgustu, pa pazite na zdravje, na kakšne alergije ali pa težave z grlom. To je drugače za vas leto novih priložnosti v poslu, iz hobija lahko ustvarite svoj posel, lahko se tudi v službi bolj izrazite, torej izrazite svoje talente, kreativnost, dajte to izkoristiti. Posebno dober čas za to bo druga polovica leta, ko se boste počutili srečnejše, boste tudi bolj zadovoljni. Tudi prihodki bodo celo leto dobri, še posebej v drugi polovici. Drugo polovico leta izkoristite tudi za kakšno duhovno potovanje, romanje. To pa vam se svetuje, a ne? Lepo vam bo, če boste šli na kakšno tako potovanje. Torej na splošno potovanje ne, ampak če bo povezano če bi bilo pa to romanje ali pa da bo potovanje povezano s kakšnim duhovnim izobraževanjem ali pa duhovnim udejstvovanjem, potem pa ja, potem je pa to za vas dobro. Zdaj, če želite osebno Jyotish analizo, me seveda lahko kontaktirate na moj mail info@orakelluci.si, lahko tudi greste na spletno stran oracle.org in me tam torej poiščete pod kontakt, se tam vpišete in me tako kontaktirate. Seveda to velja tako za Jyotish analize, kot tudi za tarot svetovanje in tarot analize. Cene so pa vse dostopne na spletu, tudi na moji spletni strani oracle.org pod cenikom. Bom spodaj prilepila linke, torej povezave. No, pa smo pri vodnarjih. Torej, če imate luno v vodnarju, sonce ali ascendent v vodnarju, kaj pa vas čaka v letu 2024? Torej, Rahu bo v vaši drugi, Ketu v 8, tukaj bojo seveda tudi mrki. Saturn bo v 1., Jupiter pa najprej v 3., kasneje v 4., kjer bo od junija tudi Uran. Torej, Rahu v vaši drugi bo celo leto krepil vaše finance, to je dober tranzit za finance, za denar in premoženje se vam lahko precej poveča, ker Rahu torej daje v materialnem smislu, posebej, če ste v obdobju. Tudi prihodki bojo stalni, posebno dobri pa bodo do maja.
Bodo pa pri financah tudi vzponi in padci, zato pazite, kako svoje finance, torej kako svoje premoženje urejate. Drugače bo to tudi čas, ko boste v govoru bolj odločni, pazite, da ne boste pregrobi do koga, da naprimer koga ne užalite, to velja za vaše družinske člane, drugače pa zdravstveno pazite na zobe in obraz. Potem veliko se boste ukvarjali z vašo družino, lahko se v tem letu pojavijo kakšne težave v družini, lahko tudi s premoženjem, dedovanjem. Pa če imate kakšen ločitveni proces, bi se tudi kakšne težave lahko pojavile v zvezi z denarjem. Ketu, ki bo v 8, lahko prinese namreč težje težave glede vaše družine, pa tudi vas samih. Je drugače to planet mistike, okultnega dviga zavesti, in ker se bo zdaj nahajal v 8. hiši, ker 8. hiša je pa tudi hiša okultnega, hiša preobraz, ponovnega rojstva, vam to lahko prinese precej stresa, če se boste spremembam upirali. Ali pa če se ne ukvarjate s kakšnimi okultnimi stvarmi ali pa stvarmi, ki 8. hišo predstavljajo, naprimer raziskovanje, preiskovanje, poglabljanje v podzavestne vzorce. Zato je zelo dobro, torej, če se s čim takim ne ukvarjate, kar sem naštela, da mogoče vsaj obiščete psihologa, psihoterapeuta, lahko tudi astrologa, ker vam bo precej lažje, boste to hišo malo nahranili. Ker zakaj vam bo tudi lažje? Boste sebe bolj razumeli boste tudi, kaj se vam dogaja, potem lažje se boste soočili s spremembami, tudi izvedli spremembe. Ker nekatere stvari v povezavi z družino, tudi vašim govorom, denarjem, boste namreč morali spremeniti. Mogoče boste tudi nekatere stvari morali izpustiti, ne bo šlo drugače. In tukaj bojo zagotovo potrebne neke prilagoditve. Potem boste tudi čutili, da se na vašo družino ne morete popolnoma zanesti, kar bo seveda v vas sprožilo občutke negotovosti, ne boste imeli občutka varnosti. Imeli boste tudi možnost spremeniti vaše delo, službo, če v sedanji niste zadovoljni, to bo drugače za to dober čas. Na poslu se pazite konfliktov, drugače pa bodite celo leto precej pozorni na zdravje, posebej psihično, pa tudi na zdravje vaših hišnih ljubljenčkov. Torej posebej, če ste v obdobju rahu ketu, vas bo to zelo se vas bo to dotaknilo. No? Drugače je pa za ljudi, ki pa se ukvarjajo z psihologijo, psihoterapijo, okultnim in pa z stvarmi, ki jih 8. hiša predstavlja. To so kakšne nenavadne stvari, raziskovanje, preiskovanje, je pa to za te osebe lahko pa zelo uspešen tranzit. Potem Saturn se bo celo leto nahajal v vaši 1. hiši, to je tudi za vas zelo pomemben tranzit, ker vam seveda Saturn vlada, ker ste vodnar. In Saturn vlada vodnarju po Kozorogu. In celo leto bo Saturn tukaj od vas zahteval več truda in dela kot ponavadi, zahteval bo, da se pri delu bolj angažirate, da ste vztrajni, potrpežljivi in tudi, da sprejmete več odgovornosti in tako boste prisiljeni več odgovornosti sprejeti, ker vam ta tranzit ne bo dal druge izbire in pri določene stvari boste morali pri sebi spremeniti in reorganizirati, torej s tem Ketujem, s Ketujem v 8. Bo to zelo, zelo nakazano. Ampak to vse vam bo pomagalo pri uspehu. Torej, če boste sprejeli spremembe, boste tudi bolj uspešni. In kje bi to lahko vse bilo? Lahko bi bilo to v zvezi s poslom, posebej, če imate svoj posel, pa tudi drugače v službi se bodo te spremembe dogajale, v karieri. Tu se boste želeli pokazati, izkazati svoje talente, želeli boste tudi napredovati, kar pa vam bo omogočeno, če se boste potrudili in če boste vztrajali. Zato se za celo leto oborožite z potrpežljivostjo in boste uspešni. Poleg tega pa se vam svetuje, da ne jemljite vsega preresno, ker Saturn v 1. vam lahko vzame optimizem, vas naredi bolj pesimistične, poskušajte uživati v življenju vseeno. Kar se tiče partnerstva, boste že vezani od partnerja želeli, da sprejme več odgovornosti v vajini vezi. Do maja vam bo tudi Jupiter pomagal ustvariti več harmonije v zakonskem življenju, po maju pa bi se lahko v vezi bolj kot ne dolgočasili, boste tudi manj optimistični, torej za veze je boljši čas prva polovica leta.
V komunikaciji s partnerjem pazite na poletje, posebej avgusta, takrat se lahko pojavijo kakšni nesporazumi, težave. Samski lahko v začetku leta vse do maja tudi poleti koga spoznate, samo pazite, ta oseba bi se vam lahko predstavljala drugačna, kot je v resnici. Lahko bi obljubljala stvari, ki jih v resnici ne more izpolniti. Potem se vam lahko v avgustu vrne tudi nekdo iz preteklosti, kakšna pretekla ljubezen. No, Jupiter se bo do maja nahajal v vaši 3. hiši, omogočil vam bo, da lahko začnete nek nov posel ali celo svoj posel, lahko iz nekega hobija, če boste želeli. Lahko tudi bi začeli novo poslovno partnerstvo, ki bo lahko precej resno in bo seveda to tudi pripomoglo k vašemu boljšemu zaslužku. Vaš odnos z mlajšimi sorojenci bo do maja zelo dober. Če delate na področju komunikacije, pisanja, marketinga, ustvarjalnosti ali pa z internetom, spletnimi stranmi, lahko ta čas zelo dobro izkoristite za neka napredovanja. Povečal se bo krog ljudi, ki vas bo spremljal, naprimer, če ste na YouTube ali pa kje drugje na socialnih omrežjih. To je zelo dober čas za pridobivanje novih sledilcev, torej izkoristite ta čas. Lahko se tudi izobražujete, tudi tukaj boste imeli podporo, ali pa potujete. Ko pa se bo Jupiter maja, torej po maju premaknil v 4. hišo, bo pa to pripomoglo k napredovanju in širjenju vašega posla, lahko celo v tujini. Prinesel bo več optimizma v vaš dom, lahko da boste dom povečali, razširili, preuredili, to vas bo tudi naredilo srečnejše. Lahko bi tudi kupili nov dom, avto ali posest, tudi vaša mama bo srečnejša. Lahko bi se vam razširila družina, to pomeni, da bi lahko dobili otroka vi ali pa nekdo iz vaše družine, torej vaš družinski član. In to bo lahko kar naenkrat, saj se bo junija Jupitru pridružil tudi Uran, to vas lahko preseneti. Odnosi v družini bodo lepi in harmonični. Če ste študent, dijak, boste na začetku leta, tudi ob koncu poletja precej nervozni, imeli boste težave s koncentracijo, to se kasneje precej umiri. Drugače pa boste seveda uspešni, če se boste trudili, torej to je leto, ko boste imeli več odgovornosti in boste to morali sprejeti. Torej to je za vas leto sprejemanja večjih odgovornosti in truda, zato se vam svetuje, da ne pozabite na lepe stvari v življenju, do maja izkoristite vplive Jupitra in uživajte v ljubezni, v spoznavanju novih ljudi. Po maju pa se prepustite uživanju z domačim in poslovnem uspehu. To je drugače zelo dobro leto, da začnete svoj posel, lahko iz hobija in se vam zelo svetuje, da to izkoristite. No, če želite osebno Jyotish analizo, me seveda lahko kontaktirate, lahko greste na mojo spletno stran oracleoflife.org na kontakt, lahko mi pa tudi pišete na mail info@oracle.si. To velja tudi za tarot svetovanja, tarot analize, tako kot za Jyotish analize. Zdaj, vse cene so dostopne na moji spletni strani na oracleoflife.org na ceniku in seveda spodaj bom prilepila v opisu vse povezave. No, zdaj smo pa pri ribicah. Torej ribice, če imate luno v ribah, sonce ali ascendent v ribah, kaj pa vas čaka v tem novem letu 2024? Torej, Rahu bo v vaši 1. hiši, Ketu bo v 7., tukaj bodo seveda tudi mrki, Saturn bo v 12., Jupiter pa najprej v 2., kasneje v 3., kjer bo od junija tudi Uran. Torej, to je za vas zelo, zelo pomemben tranzit, tale Rahu v 1., Ketu v 7., in torej, ker bo Rahu celo leto v vaši 1., je torej to je za vas izjemno pomembno leto. In tudi zato, ker je Ketu v 7. Zdaj, Rahu v 1. vas bo zagotovo prisilil v neke spremembe in tudi za te spremembe boste imeli res veliko priložnosti, predvsej boste usmerjeni nase, na svoje želje, cilje, v svoj razvoj in ta tranzit vam lahko prinese tudi slavo. Lahko tudi precej več denarja, kot ga imate zdaj, posebej, če ste v Rahu obdobju. Naprimer, če želite velik uspeh, če imate velike želje, vam Rahu vse to lahko prinese. Je pa res, da potem morate plačati tudi ceno, tako da morate dobro razmisliti, kaj si želite. Torej, cena je lahko zelo visoka, torej Rahu v 1. prinaša tudi stres, nemir, raztresenost, tudi vzpone in padce, zato bodite pazljivi in je dobro, torej, da se na to tudi pripravite. Zdaj, v centru pozornosti boste pa zagotovo,
vaša kreativnost, inovativnost, tudi boste zelo karizmatični in zato se vam bojo ponujali neverjetni novi začetki, za katere boste sploh presenečeni, da so se vam sploh zgodili ali pa da ste sploh dobili neke nove priložnosti. Mogoče ne boste sploh mogli verjeti, da se vam to dogaja, ker Rahel tukaj vam lahko prinese vse to. Torej, v poslu se vam pojavijo nove priložnosti, imeli boste pa tudi več moči, da to izkoristite. In zelo, zelo dobro vam kaže vsem tistim, ki se ukvarjate s pisanjem, risanjem, YouTubeom, nastopanjem, torej kakršnikoli nastopanjem, umetnikom, vse tudi glasbenikom. In to velja za celo leto. Zdaj, Ketu v 7. je pa malo bolj problematičen, torej on pa lahko naredi to, da se partner od vas umakne ali pa lahko celo prekine vaše partnerstvo, lahko poslovno, lahko osebno. Zato pa bodite v tej smeri pazljivi. Seveda je to spet odvisno od vaše karte. Pazite na partnerja, svetuje se vam, da partnerja ne zanemarite, posebej, če ste v resni vezi. In se vam svetuje, da se vsake toliko časa partnerju posvetite, da ga poslušate, da ne bo težav. Zdaj, lahko bi se vaš partner počutil odrinjenega, lahko bi vam to tudi očital in zato bodo v vaši vezi celo leto nihanja. Je pa res, da bo boljši čas za ljubezen druga polovica leta. Drugače boste v celem tem letu zelo privlačni, karizmatični, imeli boste možnost stopiti v ljubezenska razmerja, kar je seveda pozitivno za samske, lahko pa v tej smeri zanese tudi poročene. Zato pač pazite, da se ne zapletete v kakšno skrivno razmerje, tisti, ki ste poročeni, lahko tudi s tujcem ali pa na kakšnem potovanju. Ampak to velja tako za samske, kot tudi poročene. Tudi samski se lahko zapletete z nekom, ki je že vezan. Je pa res, da bo veza z osebo, ki bo prišla letos v vaše življenje, za vas karmična, kar pomeni, da ne bo lahka. Torej, karmične veze nikoli niso lahke. In te karmične veze vam lahko prinese tudi veliko težav v življenju, zato bodite pazljivi, s kom se zapletate. Zdaj, če ste študent, dijak, vam bo šlo kar dobro, boste uspešni, lahko bi se izobraževali na duhovnem področju, boste pa tudi čutili, da se izobražujete v smeri, ki je res prava za vas, to bo pozitivno. V poslu vam tudi kaže zelo dobro, se pa vam svetuje, da ste v poslu bolj samostojni in da se ne zanašate na nikogar. Torej, ne v poslu, ne v osebnem življenju, zato ker ne boste imeli prave podpore. In če boste želeli podporo, se boste morali za to pogajati. In se kar dajte, boste uspešni. Samo, če pa ne boste nič rekli, pa ne bo podpore. Zdaj, Saturn se bo celo leto nahajal v vaši 12. hiši, kar je sicer kar dober tranzit, ampak Saturn bi tu lahko ustvaril neke zavore, težave, probleme s tujci ali probleme pri potovanjih v tujino, zato tukaj pazite, bodite v tem času potrpežljivi. Torej, Saturn lahko vedno prinese neke zavore, neke probleme, posebej, ko je retrograden. Če imate posel povezan s tujino ali pa če boste v tujino potovali, potem pazite. Pazite tudi pri spanju, lahko bi bili nespeči ali pa obremenjeni sanjami, te bi bile lahko zelo moteče v tem času. Je pa res, da bi lahko imeli v tem času tudi zelo žive ali pa preroške sanje. Vam bo pa Saturn tukaj pomagal pri denarju, da ne boste imeli preveč stroškov, da se boste držali nazaj, boste bili bolj pazljivi. Na splošno boste v tem letu glede denarja pazljivejši, bolj skrbni. Do maja bo Jupiter v vaši drugi hiši in to bo za vas izjemno dobro obdobje za finance. Finance bojo rasle, premoženje bo raslo in tudi zadeve v družini bodo pozitivne. Zdaj, lahko bi se vaša družina razširila, dober bo tudi vaš govor, tudi poslovno boste do maja precej uspešni, posel bi se vam lahko širil, tudi lahko napredujete. Edino kakšnih nepredvidljivih zadev se pazite, drugače je pa tukaj viden uspeh do maja. Po maju se pa Jupiter premakne v 3., kar je pa tudi zelo dober tranzit, ker bo to v poslu vaš prineslo še več priložnosti. Posebej, če delate na področju komunikacije, pisanja, marketinga, ustvarjalnosti ali pa če delate z internetom, spletnimi stranmi. Ta čas lahko takrat zelo dobro izkoristite za napredovanje. Povečal se bo krog ljudi, ki vas spremlja, naprimer, če ste na YouTubu ali pa kje drugje, na socialnih omrežjih ali pa če ste nekje, kjer potrebujete več strank, potem je to zelo dober čas za vas. To je zelo dober čas za pridobivanje novih ljudi, novih strank, novih sledilcev, kakorkoli.
Lahko res zasijete v tem času, ker po juniju pride tudi Uran v 3. in to bo torej možnost nekega hitrega napredka, hitrega napredovanja. Lahko na hitro dobite veliko sledilcev ali pa na hitro odprete nek nov posel preko hobija, torej na hitro uspete, no. Lahko se tudi izobražujete, tudi tukaj boste imeli podporo, seveda tudi potujete. No, kot sem prej rekla, torej lahko ustvarite nek nov posel, lahko iz hobija, boste bolj hrabri, trudili se boste bolj. Drugače pa odnos z mlajšimi sorojenci, pa tudi očetom se bo tudi precej izboljšal. Drugače pa pazite na zdravje. V prvi polovici leta boste precej skrbeli za svoje zdravje, ki se vam bo tudi postopoma izboljševali. Verjetno boste spremenili rutino, tako pri hrani, telovadbi. Potem do maja je tudi dober čas za vaše hišne ljubljenčke. Drugače morate pa na zdravje paziti celo leto, posebej na začetku leta in poleti, ker so zaznana nihanja, ker se lahko pojavijo težave z očmi, pa tudi nelagodje v nogah, mišice. Drugače bo to leto za vas res uspešno, posebej finančno vas celo leto čaka veliko obilja, tudi poslovno boste uspešni, tukaj boste imeli veliko novih priložnosti, do maja vam kaže napredovanje, po maju pa se boste lahko lotili neke nove kreativne stvari, ki vas bojo zelo navdušile, osrečile lahko v poslu. Torej, če se boste lotili nekega kreativnega projekta, bo verjetno uspešen. To bo tudi leto, v katerem boste postali bolj prepoznavni ali pa boste imeli v svojem okolju boljši, produktivnejši odnos do drugih. Torej, ljudje vas bojo nekako bolj sprejemali. Tudi tako boste karizmatični, spoznavali boste veliko ljudi in to bo seveda vplivalo na vaš uspeh. Res je, da se boste včasih počutili sami, torej Keto je v 7., ampak tega se ne bojte, vseeno vas čaka napredovanje in tudi vas čaka uspeh. Torej, če želite Jyotish analizo, torej osebno Jyotish analizo, me seveda lahko kontaktirate, lahko mi pišete na mail, torej info@orakelluci.si, lahko greste na mojo spletno stran, oracleoflight.org, pa tam poiščete kontakt, pa se tam prijavite. To velja ne samo za Jyotish analize, tudi za vsa tarot svetovanja, za tarot analize. So pa drugače vse cene tudi dostopne na moji spletni strani, torej moja spletna stran je oracleoflight.org in vse bom tudi povezave prilepila spodaj v opisu. Drugače pa vam želim lep dan še naprej, želim vam res uspešno leto 2024 in vas lepo pozdravljam.